danes pa Karlo zamuja. Čudno, vedno je točen. Veš, mogoče pa je šel v bolnišnico pogledati tisto gospo, ki smo jo včeraj rešili. Ja, to bi bilo čisto njemu podobno. Me prav zanima, koga nam bo predstavil danes. Kaj pa svoje starše, misliš? Starše? In kaj nam bojo oni povedali? Ne, po moje nam bo predstavil kakšnega svetnika ali pa kakšen čudež. Ampak res že zamuja, no? Ti, kaj pa če je kaj zbolel? Vsi si videl, kako je včeraj težko dihal, ko smo nosili tisto brezdomko. Ja, mogoče ima pa astmo, pa zaradi tega težko dihal. Saj nima veze, ko bo prišel, nam bo že povedal, kaj je. Joj, toliko vprašanj imam zam. Včeraj celo noč nisem spal, ker sem razmišljal, koliko dobrih del je že storil. Pa je 2 leti mlajši od mene. Počutim se prav neuporabnega. Ej, sam, nisi mi pa povedal, kaj bi ga rad vprašal. Ja, no, a ni očitno, kako postati kristjan. Ajaj, saj to bo pa... Čakaj, kaj? A res bi rad postal kristjan? Ja, čisto zares. Rad bi postal kristjan in pomagal ljudem prav tako kot Karlo. Mislim, če potegnemo črto, zakaj pa ne bi izbral vrednot, ki so dobre in postal boljši človek? Pa še, kar sem videl do zdaj, imate kristjani vse položeno v naročje. Če imate težave, prosite Boga, če vam kaj uspe, se Bogu zahvalite in še nikoli niste sami. Tudi v največjih tragedijah je Bog vedno pri vas. Tudi jaz ne bi rad bil sam. To imaš pa prav. Ej, poglej ta dva. Videti sta žalostna. Ja, popolnoma šokirana. Ja, bolnica je težek kraj. Bog je kakšno težko novico sta prejela. Veš, zdaj je na boljšem kraju, veš, jaz zaupam, da nam bo Bog pomagal to sprejeti. Ja. Na Karlo pa ni. Ja, Eva, smoliva za moč, da bo premagala to žalost. In za duše v vicah. Vedno je rad molil za njih. Ni več je ten silenci tega Ana. Gospod, mi da ne moreva čez to, kar si nama dal. Prosim te, da bi sprejela. To za Karlo. Zakaj? Zakaj? Bil je tako dober, res dober fant. Vedno me je vprašal, kako gre mojim otrokom. Zakaj ravno on? Ni pravično. Ja. Zakaj bi zdaj rekel, če bi me videl, kako grdo nam s hrano? Dober dan, kako ste? Gospod in gospa Kudis, prosim, sprejmite moje sožalje. Res mi je žal, ko bi lahko naredila kaj več. Res, šli ste preko vse meje. Hvala za vse, kar ste naredili. Vem, da je zaradi vas imel lepe zadnje dni. Mislim, da je on polepšal dneve vsem bolnikom in zaposlenim. Pa niti ni želel prejemati nobenih protibolečinskih zdravil. Ja, Eva, hotel je vse svoje bolečine darovati za cerkev in papeža. Še zdaj dobim kurjo poltko za spomnikom, je to rekel. V vseh svojih letih še nisem videla tako potrpežljivega bolnika. Resnično je bil nekaj posebnega. Najin zadnji pogovor je bil včeraj zvečer, ko sem ga vprašala, kako se počuti, in je preprosto rekel, umira mirno, ker sem v svojem življenju nisem porabil niti minute za stvari, ki Bogu niso všeč. Ojoj, oprostite, tega vam ne bi smela povedati. Hvala, da si povedala. Rad bi vedel te stvari. Hvala ti. Sedaj moram iti. Pacijenti me čakajo. Hvala za vse. Še enkrat moje sožalje. Hvala. Nasvidenje. Dober dan, se upravičujeva, ampak preslišala sva vaš pogovor in... Želiva vam izreči sožalje. Res
Ne predstavljava si, čez kaj gresta, res iskreno sožalje. Kaj pa počnete tukaj? Ne vem, kateri šolar bi takoj po pouku odšel v park pred bolnišnico na mesto domov ali na igrišče. Veste, tukaj čakava prijatelja, ki mu je tudi ime Karlo. Vsak dan smo se tukaj srečevali, danes pa zamuja. Vidva sta gotovo Jan in Marija. Karlo je bil tako vesel, ko me je spoznal. Veliko je govoril o vama. Karlo je bil? A to pomeni, da je... Ja, da je bil najin Karlo, tudi vajin Karlo. Veste, verjetno vam ni povedal, ampak Karlo je imel levkemijo, dan zjutraj je umrl. Ampak kako, se je bil mlajši od mene? Pa čisto v redu je bil, še včeraj smo se pogovarjali. Ja, tudi zdravniki dolgo niso vedeli, kaj mu je. Sprva so mislili, da ima gripo. V nekaj dneh pa ga je levkemija čisto onesposobila. Danes mu je v možganih počila kri. Tudi zdravniki mu niso več mogli pomagati. Ampak, zakaj nam ni nič povedal? Mislila sem, da smo se bili blizu. Res ste si bili blizu, skozi je o vama govoril. Verjetno ravno zaradi tega vam ni hotel povedati, ker je imel toliko pomembnejših stvari, dokler je še imel čas. Ampak jaz ne čutim, da ga ni več. Občutek imam, kot da bo zdaj prišel z vrečko z drobtinami, da nahrani golobe. Ne razumem. Seveda ga čutiš, vsi ga čutimo. To je lepota nebes. Veš, če boste hotela, bi vaju hotel povabiti na njegov pogreb, da se skupaj poslovimo od njega. Ja, seveda bo prišla. Ja, jaz sem čisto zgubljen. Ravno danes sem mislil Karla vprašati, kako postati kristjan. Zdaj se mi pa zdi tako oddaljeno. Skoraj ne vem. Ne obupaj, midva ti lahko pomagava. V življenju nisi nikoli sam. Ja, točno to bi tudi Karlo rekel. Res sem vam hvaležen, ampak nočem vaju še dodatno obremenjevati. Nič ne skrbi za naju. No, sedaj pa Morava iti. Hvala. Adijo. Hvala za vse.
Že dolgo nismo sedeli tukaj, a? Ja, 4 leta. Spomnim se, kot bi bilo včeraj, pa še Karlo bi bil tukaj. No, vse je z nami, vsak dan. Samo na malo drugačen način. Lej, že prihajajo. Teta Malija, sklic Jan! Joj, kako se že zrahla. Teta Malija, povej nam zgodbico o klopci. A zgodbico bi rada? Ja. Isto kot vsako leto. Seveda. No, dobro. Torej, na tej klopci smo se prvič srečali jaz, Jan in pa vajin starejši bratec Karlo, ki nama je pripovedoval o Bogu. In s svojim zgledom je tako navdušil Jana, da je postal kristjan. Pa tudi jaz sem začela veliko bolj verjeti v Boga kot prej. No, čez 3 leta, ko je bil pa Karlo že v nebesih, pa smo se z vajnima staršema dobili in molili. Prosili smo Karla, naj pri Bogu izprosi, da bi vajin ati in mami dobile še kakšnega otroka. In čez 1 leto, na dan, ko smo se spominjali Karlove smrti, sta se rodila vidva. Vidva sta čudež, ki ga je pri Bogu izprosil Karlo. In a veste, kaj to pomeni? Da imata danes rojstni dan. To pa moramo proslaviti. Daj, vama čast in sladoled. Pridite. In kako ste kaj drugače? Ja, dobro, kot vedno, kot ponovadi. Ugotovila sem, da me je Bog preko Karla pripravljal na njegov odhod. Če mi Karlo ne bi pomagal najti vire in če v tistem času zaradi njega ne bi naredila katehetske šole in vsakodnevno prejela obhajila, ne vem, če bi zdržala žalost ob izgubi edinega otroka. Res, sedaj vidiva širšo sliko vsega, kar se je zgodilo. Kako pa kaj spet na stran? Ja, super. Vsak dan dobimo kakšnega novega člana v zvezi prijateljev Karla Akutisa. No, kaj pa sem to slišala o čudežnih ozdravitvah po priprošnju k Karlu? Ali to pomeni, da bo naš prijatelj dejansko postal svetnik? Kdo ve, mogoče pa, če je taka božja volja. Pridite, gremo praznovati rojstvo teh božjih otrok na zemljo in rojstvo Karla za nebesa. Zaključila zgodbica o Karlu Akutisu. Smo pa šli čez do konca, ne? A je kdo slučajno kakšno solzico spustil? Ne. Jaz sem ja, priznam. Ja, kakor ste slišali, je on pri 15 letih umrl za levkemijo. To je ena bolezen, ampak o tem boste lahko pogovarjali tudi na katehezah. Zdaj pa bi samo nekaj rada povedala. Zgodbico so pripravljali eni animatorji in so se že dolg časa začeli pripravljati na njo. In zato bi povabila vse igralce, ki so kadarkoli in celotno ekipo zgodbico ne pride na oder. En aplavz, prosim. Da se snema zvok. Prav. Žane pa Marjan, pojdi gor! Je bilo potrebnih, da ste vi videli vsak dan po 15 minut eno zgodbico. Da ste lahko bliže, bolj spoznali Karla Akutisa in njegovo življenje. In zato so pa zaslužni režiser Andrej,
na odru pričakala Andreja in Faruk. Hvala. Hvala pa tudi Zane. Svetosti se ne meri v letih, satelitve je in je naštetih, sprogramiran sem le od Boga, na Boga, za Boga, nisem kič.